Že, dragi moji, in lepo pozdravljeni v nebeško skopu za mesec april. Z vami sem Kristi iz duhovnega ateljeja Potovanje duše in tokrat imamo resnično zelo zanimive napovedi. Moram reči, da ko sem začela za vas kanalizirati tale nebeško skop, me je v bistvu tako vrnili nazaj na neke spomine, in sicer eno leto nazaj, aprila, je bila definitivno v Sloveniji zelo zanimiva energijska situacija. Jaz sem recimo takrat aprila, se prav spomnim, ker takrat je nastala moja ekskluziv skupina, zelo veliko govorila o zaščiti pred negativnim, in zdaj smo eno leto kasneje, ponovno bo april, ponovno je tukaj nebeško skop in spet smo na istem. Mogoče pa bomo kolektivno kaj dojela, ali pač, ampak skratka, ko gledamo energije, je bilo tako zanimivo mi opazovati nek cikl, kjer očitno mečkam ponavljamo vse skupaj neke lekcije, ponavljamo pač neke situacije, včasih smo kot oni hrčki na unem krogu, ki se vrtijo, in zaradi tega seveda angeli ne obupajo nad nami in rečejo, no, vse mogoče boste prej sled določene stvari dojeli, ampak tematika je enako, kot je bila aprila lani, in sicer ponovno, kako paziti na svojo energijo, zato da boste nedotakljivi pred energijskimi napadi sovražnosti, ljubosumja, veliko je tudi ciljenja. V tem obdobju je bilo veliko tega, da so se ljudje en drugemu vtikali, kaj bi oni mogli, zakaj bi mogli točno tako delovati, pa čeprav ni vključeval njih. Ful je bilo nekih usiljenih mnenj, mislim, da so predvsem socialna omrežja definitivno kraljevala pri tem, ampak morate vedeti, da kadar je toliko usiljenih mnenj, ko je toliko velik nekih usiljenih energij, je takrat definitivno potreba po tej energijski zaščiti definitivno zelo spotencirana in res večja. In zdaj tukaj sem si jaz mečkam zapisala, za vsakega izmed vas, ki spadate pod določeno astrološko znamenje, kje nosite največ svoje zaščitne moči in seveda, kaj poleg neke redne prakse, seveda meditacije in tako naprej, kaj je v bistvu tisto, kjer boste vi našli največ svoje energijske zaščite, pa če govorimo o energijskih napadih ali pa tudi kakšnih bolj resnih zadevah. Tako da, pa dajmo pa si poglejmo, ovni pa bodite prvi, hkrati vam bom tudi povedala, katera bitja vam za obdobje 3 mesecev, tako je bilo meni povedano, za obdobje 3 mesecev stopajo ob bok, da vas bodo ščitila in jih lahko kadarkoli pokličete na pomoč, kadar čutite, da vam je energija padla zaradi zunanjih vplivov ali zaradi nečesa, kar vi noter doživljate in potrebujete seveda dvig zaščitne energije. Ovni, z vami bo nadangel Natanjel, o katerem bom nekaj povedala, ampak najprej, kako boste vi energijsko zaščiteni. Ovni, vi ste najbolj zaščiteni takrat, kadar delujete in delate in nimate časa za razmišljati. To pomeni, kakorkoli vam ljudje od zunaj pritisnejo, pa vas kritizirajo, pa ne vem, kar delajo prevale in ne vem, kaj še vse ljudje delajo in drugmo, Če vi delate in nimate časa razmišljati, zakaj je tak do mene, zakaj mi je to naredil, a mi bo kaj škodoval, a bo vse ali ne bo vse to je ful težava. Tako da, če se zalotite kdaj, da malo energijsko padate, pejte nekaj delati. Mislim, ni treba, da je to delo za službo ali pa za vašo kariero, ampak lahko je tudi hobi. Sam pejte nekaj delati, kar se definitivno premika, nekaj, kar je treba ustvarjati, nekaj, kjer je treba biti prisoten z glavo, z telesom, nekaj, kjer je treba delati, v tem nosite izjemno moč, zaradi tega, ker se prefokusirate in potem tudi kakršnikoli energijski napadi, ki bi leteli v vašo smer, lahko popadajo. Nadangel Natanjel je ful močen angel, ko govorimo o delovanju, je angel, ki požiga stare mostove, je angel, ki požiga stare karme, karkoli je ekstra toksično, je nadangel Natanjel, rečejo mu tudi ognjeni angel, definitivno tisto pravo bitje, torej 3 mesece ga kličeš na pomoč, kadarkoli čutiš, da si malo mogoče energijsko obremenjena.
Dobro, pa gremo naprej. Biki, z vami bo mojster Ganesh. Najprej pa poglejmo, kje nosite vi moč v energijski zaščiti. Vi nosite moč v tem, da nehate od znotraj sprožati določene zadeve. Znate biti blazno trmasti in potem, ko ste trmasti, vidite samo eno plat in takrat znate zelo, jaz temu rečem, zaružiti z okolico. To pomeni, da ko toliko ne odstopate, ko imate samo vi prav, lepo je, da ste odločni, pa vendarle dejansko vi nekako sprožate v tem primeru energijske napade, zato so nefleksibilnostjo ali pa trmo ali pa in potem vam drugi te energijske napade, te žogice v bistvu vračajo, a ne? Ampak to je pa zdaj zelo taka težka naloga, a veš, ti njemu, on tep, ti njemu, tako naprej, se nista na skvošu, a veš. Tako da, devi ali tenisu, ali se ne vem, kval bi igrajo. Razumeš, šport sedi -B. Ok, tako da, definitivno dajte mogoče dojeti, da se ljudje marsikaj dogaja sploh v tem obdobju in lahko seveda izraste svoje mnenje, spodbujam vas, da ste kdor ste, ampak mogoče ne se vi pol tok vršt v te, da nekoga drugega napadete, zato da dobivate potem te iste energije nazaj. Mojster Ganesh je tukaj zelo fajn mojster, ki definitivno pomaga. Njega se kliče za odstranjevanje ovir, za odstranjevanje nečesa, kar ne moreš videti. Recimo kliče se ga tudi, če hočeš čistiti iluzije in tako dalje. Tako da, kadar je nekaj ful tako, ali pa recimo odvisnosti, tako da je nekaj res lepljivega, ker se res haklaš, da nekaj je definitivno on tisti, ki ga želiš poklicati. Pa dajmo dvojčke. Dvojčki, vi ste naslednji, z vami bo Kuan Yin, boginja sočutja, pri vas je pa definitivno ful pomembna komunikacija, ne puščati odprte kakršne koli komunikacije, probajte vsake komunikacije do sebe in do drugih, prija do neke razrešitve, kjer se vsi dobro počutite, imate občutek, da ste vi zdaj vsi skup napredovali in tudi, če ste se kaj skregali, da je bilo v bistvu čistilno, sem ne puščati nekatere stvari odprte, pa mogoče biti pa v zadnji užaljeni, ker bolj je čist brez veze, če se ta komunikacija ne spelje do konca, zaradi tega, ker vi nočete izraziti mnenja ali pa rajš se boste kujali in to zadržali v sebi, potem vam bojo ljudje, predvsem ljudje, pošiljali ogromno energijskih napadov, nerazumevanja, sodb in to vas energijsko za vas je ful pomembno v tem obdobju, vas lahko zelo obremeni, kar pa si definitivno ne želite. Vem, da včasih izraziti neko ljubečo energijo, ko bi najraje mogoče komu zavil vrat, verjamem, težko pa vendarle bi bilo za vas zelo fajn, da res najdete neke načine zdravega izražanja in hkrati, da to izražanje pride do konca. Kuan Yin je močna boginja sočutja, komunikacije in izražanja in hkrati zna kup enih energij pomiriti. Veš, ko je uzbuna, zna ona prijeti in reči, počasi se bo vse v redu, pomirite se globoko diho, globoko zdih, človek. Meditacija je za vas ključna, ne pozabite na njo. Jaz mislim, da je za vse vas ključna, pa vendarle. Raki, z vami bo Nadangel Zadkiel, zelo odločen angel. Vam energijske padce, da ste potem energijsko občutljivi, predstavljajo čustvene navezave, ko vi ratate toliko odvisni od reakcij drugih ljudi, od tega, a so z vami, a vam dajo pozornost, a vas sprejemajo, a vas ne, a vam kaj rečejo, a vas dostkrat pokličejo in tako naprej, ker ste pač zelo ljubeča bitja, ki rabijo velikega crkljanja, vse to lahko razumemo, ampak ravno te navezave, ne pravim, da vse ljudi pobrište iz telefona, pa
razumeš, naj grejo kamor čjo. Ne, niti slučajno nisem rekla tega, pa vendarle pravim, da se ne hakla preveč na odzive ljudi, če ne naredijo točno do tebe, tako kot si ti zamislila, da se haklaš, pa iščeš, pa gledaš SMS-e, pa gledaš ko, pa zakaj je to rekel, pa misliš ko naprej. Spustite to. Če bo kaj pomembnega, verjemite, vas ljudje gliko obvestijo. In pri tem vam definitivno pomaga nadangel Zadkiel. On je zelo močen angel mentala, pa tudi neke stabilnosti, tako da vam tukaj definitivno lahko pomaga. Levi, vi imate, a veš, tukaj, ko sem za leve pisala, sem si mislila, joj, pa že tako so toliko samozavestni, tole jim bo še 10. potenco dala, ampak vse prav. Levi, vi imate neko naravno pravico energijske zaščite s strani eteričnih energij. Ko sem to pisala, mi je bilo, kva zdaj, vsi to imamo, ja, ok, ampak tokrat se mi je potem nadangel Mihael, ki je tokrat vaš angel, povedal, ja, za to obdobje je v bistvu, so hoteli povedati to, da imate levi ful ponovadi močna in odločna življenjska poslanstva in prav tako neke vplive na svet. Vedno ste nekako za družbo, za planet, za naravo in tako naprej ste zelo, zelo pomembni. In zaradi tega se vas pač bo v tem obdobju 3 mesecev čuvali kot punčico očesa, zaradi tega, ker je treba zaščititi to življenjsko poslanstvo, ne? Treba je zaščititi definitivno ta vaš namen in zaradi tega vam bojo števila eterična bitja pomagala, pa vendarle to ne pomeni samoumevno, da vam nič ni treba delati, seveda, da je treba delati je pa treba sicer to, da ta eterična bitja vključujete v svoje meditacije, pa priprošnje za energijsko zaščito in tako naprej. Mogoče ravno zaradi te vaše samozadostnosti, doskrat pozabite nekaj reči, pozabite prositi za zaščito, pozabite reči prosim za asistenco. To je bilo mogoče fajn v roku 3 mesecev, da se to zdaj majčkeno spremeni. Device, z vami bo mojster miru Buda. Mojster miru Buda bo z vami, je naravna zaščita, vkolikor imate auro, ki vibrira v miru. To pomeni, če ste vi mirni, vaša aura dobesedno oddaja neko tako lepo, lebdečo, plavajočo energijo, in tukaj je to tako se potem zen, ne znam povedati drugače, da tudi če neka negativna energija to sreča reče in se obrne in pobere šila in kopita. Zagotovite si, da boste mirni. In karkoli vas spravlja v nemir, rečeš, zdaj imam 3 mesece auričnega miru, tako da toplo svetujem. Buda, mojster miru, meditacije, lahko ga kadarkoli pokličeš, ko čutiš, da te malo nekaj zatrese, bom prišel in lepa aura. Tehnice, vi boste za obdobje 3 mesecev najde svojo zaščito v tem, da se vam bo delala instant karma, ko boste drugim nekaj pozitivno pomagali. Čim boste vi druge ljudi dvigovali, navdihnili, jim svetovali, jih spodbujali, kakorkoli že, torej delili neka taka dobra dejanja, potem se vam bo avtomatsko vračala, temu rečemo instant karma, kjer se bo to dobro preko tega služenja vračalo nazaj k vam, zadelo v vas in seveda so to toliko visoke frekvence, to so toliko manj pozitivne frekvence, da tudi če negativa proba to zadeti, ne bo šlo, ker sta si pač, preveč nasprotni, Zaradi tega, če se kdaj glede sebe ne počutiš fajn, pa nekaj zagrizeš, pa nočeš spustiti,
in ti lahko predstavlja samo, razumeš, vstop negativnih energij, zato ker si kar naenkrat imaš oslabljeno energijo in bilo škoda pet za nekoga drugega nekaj dobro narediti. Pri tem ti bo pomagala prva nadangel ljubezni na planetu Sofija, ki je definitivno ta, ki pomaga, dela dobra dela in pomaga tudi to, da širjenje ljubezni prinaša dobro karmo in seveda tudi, kaj smo ugotovili, dobro naravno zaščito. Ja? Škorpijoni, vi boste v 3 mesecih, ki zdaj sledijo, rabili občutke stabilnosti in varnosti. Če se vi ne počutite stabilne in varne, okolica to zelo hitro lahko zazna in potem lahko to uporabi proti vam. Tega pa definitivno nočemo, da bi kdorkoli uporabil karkoli proti vam. Če bojo ljudje in okolica vedeli, da ste vi stoični v svoji energiji, tako je, potem ne bojo niti probali vas kakorkoli energijsko dosegati. Čim bojo recimo od zunaj začutili, da ste vi malo na majavih tleh, tle imate lahko problem. In definitivno, dobro, ne moreš se pretvarjati, da se počutiš stabilnega, če se pač ne počutiš, ne bom te učila, da se ti zdaj, razumeš, gre nekaj, kar ni, ampak te definitivno spodbujam, da naredi vse, da lahko definitivno začutiš to varnost in stabilnost in jo tudi ti odražaš v zunanji svet. Pri tem ti bo pravzaprav tako zanimivo, ampak ja, mogoče tudi logično. Ne vem, malo me je presenetila, ko sem jo zapisala. Fortuna, boginja Fortuna bo s tabo, pa tudi Atena mi je nekaj prihajala, ampak recimo, da je bila Fortuna primarna, ona je boginja bogatstva, dobrega, močnega, visokofrekvenčnega, predvsem bogatstva. Tako da verjetno vam tudi kak denar prihaja v življenje, tako da mogoče bilo dobro se te malo posvetiti, ampak boginja bogatstva je definitivno za 3 mesece na tvoji strani. Ne? Strelci. Z vami bo nadangel Gabriel, ona je čudovit nadangel izražanja. In vi boste definitivno mogli paziti na to, da se boste res iskreno izražali. Ne da se boste prijazno izražali, ne da boste se izražali uglajeno, zato ker je to tako prav, pa zato ker moraš biti razumeš, a v resnici pač ne čutiš tega. Zaradi tega, ker vi, ko delate konflikt med tem, kar vi čutite in med tem, kar vi poveste, razumete, je ta igra dvojnih frekvenc med vami in povedanem je lahko zelo hiter frekvenčni padec in kjer imamo frekvenčne padce, tam se potem tudi bolj negativne energije lepijo. Zapomnite si eno stvar. Zelo visoka frekvenca je v bistvu iskrena energija, tudi če je ta iskrena energija to, da se mogoče s kom spreš, pa mu kaj bolj na glas poveš, pa tako naprej. Ampak sama frekvenca, če to narediš iskreno, je ful višja, kakor to, da recimo se ti pretvarjaš, razumeš, pa si prijazen, pa je v bistvu zadnji ničkan hinavščine. To je že v štartu nizka frekvenca, kljub temu, da si ti na lep in prijazen način povedal, ampak to ni bila resnica, ti si jo samo odigral. Ampak ta dvojnost recimo ful prinaša padec energije in tukaj se vam lahko ful enih družinskih vzorcev vžiga in tako naprej, kar bi bilo škoda. Zato se definitivno izražajte 100% iskreno, tako kot čute. Pokličite na pomoč nadangel Gabriel in tudi drugi ljudje se bojo na to ful pozitivno odzvali in bo tudi konc teh energijskih napadov ali kakršnih koli težkih energij poslanih v vašo smer. Tukaj jih malo vi zagostujete, kle jih pa pol ne boste več. To poslušajte teto Kristi. Okay? Kozorogi. Vi pa boste nosili svojo zaščito veliko v stiku z naravo in v telesni moči. Vam se recimo energijski napadi, ki jih prejmete, zelo odrazijo na telesu. Glavoboli, migrene, slabo spanje, slabosti, utrujenost in tako naprej. Telo vam pokaže. Tako da, če ste načeloma zdravi in če vi vidite, da vas neki
razumeš, v telesu malo zvije, to zaradi tega, ker k vam prihajajo poslane nižje frekvence. In takrat je ful pomembno, da podprete svoje telo, da mu ne dajete toksične hrane, da greste na svež zrak in tako naprej. In tukaj bo za vaše telo naslednjih 3 mesece skrbel nad angel Rafael, angel zdravljenja, ki pa je seveda tukaj tudi močno zaščiten angel v sodelovanju s frekvencami, zato da ne prestopa to najprej v vašo auro, potem v vaše telo in se potem kot energija zasidra vaše vitalne organe, tako da kličete njega. Vodnarji, nadangel Metatron, močen angel discipline, organizacije, miselne naravnanosti, spomina. Ta nadangel prihaja zaradi tega, ker nekaj morate vedeti. Vi, če ste miselno močni, vas ne more nič in nišče premakniti. Če hoče kdo energijsko iti nad vas, vam pošilja vsiljene misli, zato da se vi ustrašite ali pa da se pol glede sebe ful slabo počutite. In če to dovolite, takrat pride do padca. Vodnarjeva narava je taka, da če si ti močen v glavi, če ti veš kaj in kako, to odbijaš tako kot frnikolo, razumeš? Samo definitivno morate paziti na misli. In če vidite, da vas neke misli hoče zagrabati, ne vem kaj zaradi mene, pa je delati prevale, glej komedije, rešuj križanke, sudoku, božji psa, ne vem kaj delaš, sam ne pusti tem mislim, da te popolnoma okupira. Pa vendarle, vem tudi to, da je vodnarjeva narava taka, da rab stvari razumeti. Če ne drugega, ker se tako počutite, si vsaj najte na svet od nekoga, ko mu zaupate, da vam pomaga povedati, ne, lej, to je tako pa tako pa tako, kako on vas vidi, nekdo, ki vas spodbuja v življenju, je seveda pozitivni, zato da vi lahko zaključite miselno in se vrnete v te pozitivne misli in potem ste nedotakljivi. Imate ful tudi neke magije, imate na svoji strani, to je ok, sam misli, razumeš, sam ne biti sami sebi sovražniki. Drugi vas lahko dosežejo samo, če vi pustite, drugače pa ni šans. Nadangel Metatron vam stoji definitivno v strani. In še naše ribice. Ribice, vi pa boste, vi ste nasplošno tako zelo senzitivne, pa čustvene, ampak ravno zaradi tega vašega močnega srčnega naboja vam definitivno svetujem, ker to je pa ful fajn manifestacija, delati naslednje 3 mesece obrede, rituale, a veš, te neke stvari, ki si v stiku z energijami, seveda na temo zaščite, ok? In tukaj bo za vami čarodej Merlin, ki je definitivno sinonim za energijsko zaščito. Res vam predlagam, da delate neke simpatične, seveda svetle obrede, rituale, da ste na tak način v stiku z to duhovno energijo, da delate energijsko čiščenje prostorov, odpirate portale in tako naprej. Zdaj, če to ne znate delati, imaš še vedno 22. maja pri meni se začne tečaj zelene magije, pa se lahko to naučiš pri meni. Ok, dragi moji, tole so navodila, in to je tisto, čemu zdaj sledimo, vemo tudi koga poklicati. Vesela sem, definitivno ste dobili zdaj tale sporočila. Ne pa pozabite, da vam tudi jaz lahko pomagam, če govorimo o zaščiti energije, prihaja ravno, se sem rekla, aprilje. Ponovno se začenja in odpira vrata moja ekskluziv skupina, celoletna duhovna akademija z mano, ki je na spletu, delaš jo kadarkoli kot ti želiš, zato ker so to video učenja, naučena v spletni učilnici. Poglej si tudi video, sem nedavno objavila na temo ekskluziv skupine, not imaš učenja, potem imaš vsak teden dobiš 2 meditacije, torej na mesec dobiš res 16 video učenj, dobiš full ene skripte,
dobiš kup enega znanja, dobiš 8 ali več meditacij, dobiš glasbo za meditirati in potem vsak teden se skupina dobi na spletu, kjer pogledamo rezultate, pa lahko poveš, kaj se ti je dogajalo, pa ti jaz povem nazaj, pa ti dam usmeritve. Začeli pa bomo, ne boste verjeli, zaščita pred negativnim, definitivno popularna tematika. Vse to in še več, seveda so tukaj še številne meditacije, gradnja moči, ima Mihael, Atlantis Master tečaj, tečaj angelskih komunikacij, poglejte si, na potovanju duse.si in želim vam en lep april pred vrati. Čau!